Dobro došli na Ocvirki podcast. Želimo vam lepe praznike za nazaj. Da je. Zorjan, kaj si novega odkril v svojem življenju? Imaš kako novo najljubšo hrano, novo najljubšo pijačo, novo najljubšo punco, novo... Fajn. Veš kaj sem odkril edino? To zelo dolgo nisem vedel glede mobilnih operaterjev tole zdaj. To sem ti že nekaj sicer omenil. Točno. Ampak za vse tiste, ki ne veste, če ste pri nekem operaterju, kar se tiče mobilne telefonije, lahko se premaknete v tem času, ko še imate obstoječo pogodbo, v primeru, da vam operater zviša ceno naročnine. In se vi lahko sklicujete po zakonu na ne vem, kjer je člen. Neko klauzulo. Tako da vkolikor prije do tega, lahko vi rečete, jaz se ne strinjam z ceno in odstopite od pogodbe. Brezplačno. Tako. Evo, to je Če bilo. pozabil sem zaroletat. Daj še malo govoril. Okay. Kar me je sicer zelo presenetilo, ker načeloma je zelo težko, da bi ti kar pri enem operaterju se brezplačno predstavljal, sploh če imaš pogodbo, so kar občutljivi in tega načeloma ne moreš narediti. Tako res je. Enako velja tudi za, v bistvu velja to za vse telekomunikacijske storitve, ne samo za telefonske vezave, tudi če imate televizijo, internet, pa so vmes dvignali ceno ali pa jo bojo, lahko pa brezplačno odstopite od pogodbe. To je kar huda fora. In ti boš zdaj to s pridom izkoristil. Ja, mislim, da kar izkoristil. Sicer še ne vem, kam bom šel, ampak kjer sem zdaj res precej drago že. Čeprav sem pri njih že po moje dolg, 6 let, po moje nisem nič izkoriščal tega, da bi veselo se predstavljal takoj, ko je znižanje. Napišite v komentar, kjer vam je najboljši telekomunikacijski operater. Mislim, da je to malo tako tudi odvisno od geografske lokacije, ne? Ja, definitivno. Zdaj, če si ti v nekem mestu, je malo manj vsejen. Ja, zato, ker so v mestu ti bolj pogosto, kot oddajniki včasih. Pa boljša infrastruktura je, verjetne imaš optiko, verjetne je centrala bližje, ne? Ja, definitivno. Če si že na neki vasi... Razen, če si zdaj ful preveč na gosto, ne? Aha, če si pa tam, ko je ful preveč ljudi, tam pa zna biti težava, pol, ne, ker so ti prebremenjeni. Pa je. Tako, ja. Ko pa na vasi, ko si hotel, sem te zelo grdo prekinul? Nič, da moraš biti malo bolj, jaz recimo, ko smo imeli zelo dolgo, smo bili brez optike, smo bili na bakru, smo imeli zelo limited opcije, pač kamorkoli smo se prestavili, ni bilo nič boljš, ne, ker niti infrastruktura tega ni dopuščala. Pol so neki uvedli neke rešitve z temi hibridnimi modemi, ki je bil modem, ki je bil uštekan v kabelsko toto omrežje in hkrati je imel SIM kartico, da je tudi prenos podatkov mu vlekel na modem. Aha, ok, ampak zanimivo. so pol teh modemov toliko razstalali, da so preobremenili omrežje in so bili spet vsi v istem draku, kot prej. Ja, ful dobro. Več nisem naredil. Drugače pa en kolega mi je razlagal, ki dela na projektu Rune, če si že slišal. To mi je ful znano. Rune je projekt, ki optiko polaga. Mislim, da je evropsko financiran projekt. Da trenutno kaže za Hrvaško, da je toliko zadaj z tem, z infrastrukturo, ali kaj, z koliko bi razvojem. mogli že imeti nareto, ne? Aha. Da menda bi naj trajalo še vsaj 15 do 20 let, da bo cela Hrvaška imela optiko. Mislim, zdaj se čudim, ampak ne vem, kakva je realna slika pri nas v nekih vaseh, ne, če hočeš, ker tega imamo mi tudi ogromno. Pa nekih, ne bom rekel visokogorskih, ampak nekih kmetij, ki so na zelo visokem. Ja. To se kar hitro zakomplicira. Pa je že boljš, da imaš Starlink, ne? A Starlink na voljo v Sloveniji, kaj veš? Jaz mislim, da je na voljo povsod, če si ga pripravljam plačati. Pa mislim, da nazadnje, ko sem gledal, ni... Jaz zdaj malo na pamet govorim, tako da je take with a pinch of salt. Ja, to je od Ilona, ampak jaz mislim, da ti lahko za 100 € na mesec že to dobiš. Na zelo remote lokacijah edino pač ti pač pošleš popraševanje, poti pa pridejo ali preveriti pa zmeriti, ne, če je to opcija.
Ker je to tako, mislim, da kar direkt s satelita, ne, povezan. Tako da mislim, da lahko imaš to kjerkoli. Načeloma bi naj posod fajn delali. Ne? Tako. Jaz mislim, da je drugač, da so Starlinke tudi, da jih je Musk v Ukrajini supplyajo. Na začetku vojne, da so imeli... Ja, nekaj je bilo v tej smeri. Da, jaz mislim, da se to vse da, tukaj samo pol vprašanje financ. Jaz mislim, da je v Sloveniji tudi ful dolg trajalo, kar se tiče te optike. Da se je začelo odvijati. Ampak da se mi zdi, da se je vsaj v zadnjih parih letih en mal hitrejši premik naredil na tem področju. Še zmeraj je pa valjda veliko zapostavljenih območij. Definitivno, ja, sigurno. Tako da ja, zdaj pa me zanima, če si ti slučajno gledal film 2012. Ne, mislim, da ne. A poznaš pa Sem pa gledal 2012 en film. Lepa. Če poznam, ne vem, Imaš kako asociacijo na leto 2012? Se spomniš, kaj se je takrat dogajalo? Zara, nimam pojma. Ok. V bistvu gre Kaj to za... 14 let nazaj zdaj že? Ja, insane. Ja, v bistvu gre za? Gre za film o koncu sveta. To ni Day After Tomorrow, ne? Ne. To je nekaj druga, ok. In gre za to, da mislim, da so Maji na svojem koledarju določili, da se bo leta 2012 svet končal. Je, ker oni so imeli koledar sam do takrat narejen, v bistvu, ne? In takrat je bil, mislim, ta film, ne vem, če je šel prav tistega leta, mogoče že kaj prej je šel, nisem ziher, ampak fora je v tem, da je bilo to takrat celo kulturno gibanje, da so si ljudje zaloge delali, pa ne vem kaj vse, ker so mislili, da bo pač konc sveta leta 2012, ne. Maja, ne? Ali Maji? Ne vem, ne. In fora je v tem, da a si ti kdaj razmišljal o tem, pač kaj se lahko zgodi svetu, ali si načeloma zelo neobremenjen s tem? Načeloma sem bolj glup. Ne vem, iskreno nisem se tako veliko s tem ukvarjal. Jaz mislim, da je to zelo pogojeno s tem, da načeloma, če ne iščeš zdaj, da se ti bo nekaj zgodilo, ali pa da se ne ukvarjaš s tem, pa ful nisi obremenjen. Če pa ti pa razmišljaš o tem, pa je lahko kar hiter. Ampak prej, recimo, jaz mislim, da smo se tega zelo dobro v 2021, da se je mogoče kdo vprašal, če bo End of the World, kako bo izgledal. Misliš 2012? Specifično sem rekel 2021, zato ker takrat korona prišla v Slovenijo do tega nivoja, da smo državo zaprli. Ne? Ja. In takrat se je vse tako malo recimo ustavilo. Ne? Pa druga taka bi bilo pa, če bi, ne vem, asteroid padel na Zemljo. Ampak načeloma... ali pa še tretja opcija, ki se mi zdi zelo plauzible, da zaradi izbruha vojne vsi aktiviramo atomske bombe in pa itak je fertik, po moje. To so te tri, o katerih sem mogoče kdaj razmišljal. Jaz recimo se s tem pač generalno ne obremenjujem. Ja, ti si tudi glup. Ja, jaz sem tudi glup. Ampak fora je, da sem se malo posvetil pač tej temi eksistencialnim tveganjem. Okay. Ja. Daj povej še enkrat. Eksistencialna tveganja so v bistvu neki dogodki, ki lahko človeštvo izbrišejo iz Zemlje. Okay. In jaz sem se temu malo posvetil eni knjigi imenovani The Precipice in me je zelo knjiga prepričala, da se mi s tem trenutno kot človeška rasa ful premalo ukvarjamo. Okay. Razen mogoče imaš mislim, za nas je to ekstrem pa neka nepredstavljiva stvar, da recimo Elon Musk raziskuje, da bi na Marsu lahko se naselili, pač kot neka alternativa. Že so ljudje tam. Življenju na Zemlji. Ne še. Okay. Tako da ja, zdaj imamo 3 revolucije, ko so pozitivno pa negativno spremenile svet. Imamo kmetijsko revolucijo. Ja. Se pravi, da smo začeli pač intenzivno sijati, kmetovati, obdelovati površine, pa živinoreje, Amazona, pa tako naprej. Ja. Veliko pozitivnih stvari je to prineslo, ampak prineslo je pa tudi veliko negativnih stvari, ne? Ker ljudje so v bistvu imeli več dela kot prej. Recimo neka korelacija je menda s tem, da od takrat naprej se je začelo ful enih težav z križem, ki jih prej ni bilo, ne?
Pol pa pač s tem seveda povezana rast prebivalstva. Ker smo lahko nahranili ful več ljudi, ne? Pa se družili na poljih. Pa se družili na poljih, Kaj mislim? pa na senikih. Ja, na senikih. Ja, tako da zdaj, to je prva taka revolucija, ki smo si jo sami sprožili, ki je mogoče malo dvignala neka tveganja zaradi rasti prebivalstva, naprimer. Druga revolucija je bila znanstvena revolucija. To je predvsem pač ta večja znanstvena odkritja, DNK vijačnica, pa ta parni stroj, zdaj jih pač naštevam nekaj take, ko so res imeli velike vplive, ne? Ampak tukaj ciljam pa na negativno, predvsem na stvaritev atomske bombe, na Manhattan Project, na gospoda Oppenheimerja. Zdaj, Oppenheimer je sicer s tem ustvaril nekaj pomembnega, zaradi tega, ker od takrat, ko imamo atomsko bombo, v bistvu nismo imeli neke večje svetovne vojne, zato ker vemo, da imamo orožje, s katerim se lahko popolnoma sesujemo. Ne? Tako. Tako da v tej smeri je pač nekaj pozitivnega, ampak še vedno pa imamo jedrsko orožje, kar pač ni fajn. Ne? Predvsem tudi kakšna trenja, ko so med Izraelom in Palestino, to sem milo zdaj rekel, trenja, vojna je pač. Da lahko pač hitro gre kaj narobe pri jedrskem orožju. Sploh zaradi tega, ker je radioaktivnost taka smotana stvar. Ne? Sploh, če ste mogoče gledali Černobil, zelo dobro to pokazam, si gledal Černobil? Sem. Da v bistvu sploh ne veš, da te zadela, ker ti deformira DNK, ker pač ničesar ni, ti pa propadeš v bistvu. Ne? Tako da sploh ni v bistvu glavna težava ta impact, ko bomba pada, ne? Ampak kašele vse pa, ko pride potem. Tako da to je znanstvena revolucija prinesla, pa še industrijska revolucija, to pa pač te fabrike pa to. Mogoče tu sam bi mogel bolj dati parni stroj, ampak tukaj je pa pač glavna težava onesnaževanje okolja. Da so pretekle generacije ful premal gledali na to. Ja. Mogoče niti niso... Ne vem, koliko je to fair reči, da niso vedeli, kaj delajo. Ker nisem čisto. Kukor za koga, oni, ki so prišli manualno delati. Ja. So prišli pač... Ker to je šlo z roko v roki z razvojem pač kapitalizma. Ne? In valjda tistim, ki so te fabrike delali, je bilo v interesu, da se čim več zasluži. A nima drugače vsaka revolucija ful velike? Vsaka revolucija ima žrtve, kaj mislim? Ja, za vsako tako stvarjo, ki je prišla, pa da se je speljala, pa da se je pol nekaj ful spremenilo, je pač sigurno je civilno prebivalstvo občutilo to precej. No. Tada jaz mislim, da vsaka revolucija načeloma dobra, ampak nosi pa tudi določene posledice. Sigurno. Tako da atomsko sem omenil, tudi recimo hladna vojna je bila zelo blizu temu, da bi imeli nek tako imenovan Fallout. Ne? Poznaš igrico Fallout? Poznam, ampak nisem pa igral. Jaz sem mal igral, ampak gre za v bistvu to tako neko alternativno zgodovino, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo. Post-apokalipsa v bistvu. Ja. Kak bi pa lahko do nekih mutacij na površju prihajalo pa tak naprej. Ampak ja, se pravi, še enkrat sem sam prebral definicijo, kaj je eksistencialno tveganje. To je možnost, da se zgodi nekaj, kar človeštvo vrže v dobo pred kmetijsko revolucijo. Tako mogoče ni definirano glih nujno, kot da nas zbriše, ampak tudi mogoče so to tveganja, ki bi nas poslala v to, da nazadujemo pač. Se pravi, da ostanemo, ne vem, brez tehnologije, brez nekega znanja, brez orodij, ki smo jih pač imeli. Ne? Zdaj me zanima, kaj bi se moglo zgoditi, da bi dejansko ostali tudi brez vsega. To bi moglo pa zbrizati tudi vso znanje, ne, naprimer. Ja, I guess. Ali pa dostop da bi ostali, do njega. Recimo, brez orodja. Da se vrnemo, no, kar nadaljujemo. Ja, in da pač moramo mi kot človeška rasa delovati čim bolj na načine, da to zmanjšamo. In ta avtor je definiral, da je trenutno možnost, da se to zgodi, da prije do nekega tega eksistencialnega tveganja 1:6. Kar je preveč, glede na to, kakve so posledice. To bi pričakoval, da je v bistvu na manjša. In da imamo pač odgovornost do tistih pred nami, tudi da zaščitimo, kar so ustvarili, ne? Da pač tudi hkrati upoštevamo potencial, ko ga imajo prihodne generacije, da zato pač bolj pazimo na planet. In da ni recimo fair razmišljati na način,
da ti je manj mar za nekoga, ki je pač geografsko oddaljen od tebe, pa isto ti ne sme biti manj mar za nekoga, ko je oddaljen od tebe v času. Ne? Se pravi, da moramo poskrbeti za to, da bo tistim, ki pridejo za nami, da bojo sploh obstajali, ne, v bistvu. Ali pa da ne bojo prišli v slabši svet, ko pa smo mi v njemu živeli. Ali pa nekaj v tem smislu. Ne. In dejansko trenutno na svetu več zapravimo za sladoled, kot pa za preventive pred eksistencialnimi tveganji. Ok, kar me razloži. In to je predvsem zato, ker gre za relativno novo tveganje, ne? Človeštvo se z takimi vprašanji ni glih ukvarjalo do mogoče, 100-200 let nazaj. Ne? Ja. Sploh zaradi tega, ker sta znanstvena pa industrijska revolucija bile šele recently, torej nedavno. Glede na to, koliko dolgo človeštvo obstaja. No? Jaz se nisem zdaj rodil takrat, ko je bila ta revolucija. Čeprav mogoče še živimo v znanstveni revoluciji. Ja, po moje, da ja. Zdaj bila celo mogoče čaka, da smo v revoluciji umetne inteligence. Ja, sigurno. Ja. Druga stvar, zakaj zapravimo več za sladoled, je zato, ko ga imamo ful radi. Ne, to nisem si izmislil, to je res. Zato, ker imamo sladoled rajško pa lastni obstoj. To je, mislim, naredil boš marsikaj destruktivnega proti sebi, sploh kar se hrane tiče, kar smo še pogovarjali, pa je slabo za tebe, ampak sam je pa dober, ne? Omrat sladkorčke, pa rebrce, no, dobro, posmati. Pa drugi razlog, zakaj se to dogaja, ker da pač ne vlagamo več v preventivo, da smo ljudje bolj kot ne zaskrbljeni glede stvari, ki so se že zgodile. Ja. Do neke take stvari pa še ni prišlo, sreča, no. Ki bi nas pahnila pred kmetijsko ali pa nas izbrisala. Ne. In pa še tretji razlog, da gre za medgeneracijski fenomen, kar pomeni, da je to nekaj, s čimer se pač bodo ukvarjali tudi prihodne generacije, sploh zato, ker je tak nov pojav in da mogoče zato temu ne posvečamo dovolj pozornosti. Tako, to je bilo malo zdaj filozofije o tem. Zdaj bomo šla pa na dejanske stvari, ki so ta eksistencialna tveganja. Ti si eno že prej omenil. Pometal. Omenil si, da nekaj pade na zemljo. A lahko še pred tem povem jaz eno, ki mi pač, no zdaj ne vem, koliko je to, še vsaj ne zelo povezano s tem, ampak stavek, ki je meni zelo blown mind, je, da kar se tiče ločevanja odpadkov, pa ravnanja predvsem s plastiko. Jaz mislim, da je plastika takrat super, pa ful uporabna, pa ful vzdržljiva, pa pocen, pa vse to, ampak ne znamo pa delati z njo, pa jo odlagati tako, da ni čisto povsod plastika. Zdaj z mikroplastiko je tak problem, ne? Ampak ta stavek, ko sem rekel, da v bistvu velike, oziroma nasplošno velike korporacije, da jim reči, kako se reče, da daš stran. Ko pač odstranjuje? Ne. Odpadki misliš? Ja. V glavnem, da velike korporacije prelagajo odgovornost ravnanja s plastičnimi odpadki, tako je recimo embalaža, na uporabnika. Ja, definitivno. In pa če znaš študirati, je to čisto res, zato ker ti, ko kupiš neki ne vem, recimo, ne vem, banane, če hočeš v šparo, pa jih daš v plastično vrečko, čeprav zdaj imaš te neke biorazgradljive, whatever, ti pa tisto plastiko si ti prepuščen, kam jo boš dal, ne? In boš ti plačal komunalo, če boš, ali pa boš pač vrgel, mislim, a veš, kaj mislim? Ja. Zelo se odreže odgovornosti. To mi je bilo zelo mi je malo oči odprl. Ja. Predvsej mi je oči odprl ta stavek, no, da multikorporacije oziroma nasplošno korporacije prelagajo ravnanje z odpadki na potrošnike. In v bistvu ti pol nosiš vse posledice na konc sam in ti si kriv, da nisi prav recimo naredil. Nisi tak, da bi zdaj, ko boste pojedli banane, prineste vrečke nazaj, pa mi to, ne vem, reciklirali, da s tem sploh ne ukvarjajo. Imaš sicer smeti, če hočeš, ne vem, City Centru ali pa v enem Šparu ali pa v enem Hoferju, kjerkoli trgovini, ampak ne ukvarjajo se pa nič kaj bolj s tem. Je to en tak produkt, katerim še se vseeno ne ukvarjamo in ne ukvarjajo dovolj. Ker ti še recimo plačaš za embalažo full, ne plačaš pa pol, kaj se zgodi s to embalažo. Mislim, ne plačaš. Tudi mogoče, ampak zelo majhen del tega gre pa moje, to, da se dejansko dobro ravna s temi odpadki, predvsem recimo s plastiko, ki je velik problem.
Ja, sej je to, ne vem, če je to narobe s tem, da je to del družbene odgovornosti. Je res, da se ful odvežejo Je čist se odvežejo. odgovornosti, ampak mogoče bi, glede na to, da zgodovinsko vidimo, da so lahko posamezniki pa člani družbe ful slabi v tem, kako odgovorno ravnajo z odpadki, ne? Ja. Da mogoče ne delamo toliko na tem, da se izobražuje, kar je pač itak prav, kar se tiče recikliranja pa ravnanja z odpadki, ampak pač na tem, da ta odpadek ne pride do uporabnika in the first place. Se pravi, da imaš alternativo, ki ni treba tako pazljivo z njo delati. Ne? To je tudi opcija. Sam kaj recimo, zdaj, če si slučajno se kdaj ukvarjal s tem, če bi šel v trgovino, kjer si pač nabiraš sadje sam, pa da moraš printati etiketo za vsako sadje, si prav kdaj recimo, če vzameš svojo vrečko od doma, ne, to neko... Iz blaga, naprimer, pa noter devaš so zelenjavo ali pač kar kupuješ, ti boš imel ful težavo, če greš pa na hitro blagajno, si ga na sanko. Ni šans, da priješ tam čez, po moje. Zakaj? Zato, ker hitra blagajna oziroma te blagajne samo postrežno imajo eno tehtnico, ne? Ja. In ti ne moreš dati vse gor pa vse naenkrat poskenirati, ampak skeniraš in on zazna, koliko je teža in itak, da se tista teža vsega skupaj ne ujema s tistem, kar je na listku. In pač nismo še tam. To mi je ful, medtem ko lahko ti zapakiraš ful stvari načeloma na vrečko, pa greš na blagajno, pa načeloma. Zdaj nekatere blagajne že imajo tudi to, da po traku še tehtane, pač mislim, da Lidl-Hofer, mislim, da ima to, ne bom pameten, ampak načeloma je bilo dosti časa, da si lahko ti noč zapakiral, pa dal nalepko gor, pa še dodal si 2 jabke, pa šel na blagajno, pa ne bo razlike. Ja, obstajajo... Lahko da so se zdaj modernizirali, no, tako da... Obstajajo tudi trgovine, ne vem, v Sloveniji, če sem že videl kako, kao trgovina brez embalaže. Ko imaš tudi, ne vem, riž pa žitarice, pa to so pač v silt posodah, pa si ti nadelaš to pol, ne? Jaz mislim, da imaš, ampak ni tega zelo veliko, pa mislim, da večina ljudi še ne ve. To je zdaj začelo ful dobro kampanjo, gospod Leopold, prvi in drugi, tretji. Reper. To je. On je, mislim, da začel, ali se deluje pri neki kampanji, kjer mislim, da so akvarjali, ne bom zdaj, ne vem točno čist, ampak to, da uporabljaš starejše predmete, pa da najdeš ljudi, ki znajo popraviti, pa tudi to. Ker bi ti pol priješ v bistvu s svojim tem, če bi recimo piješ kavo, ne, ti bi lahko prišel, ti imaš kavo shranjeno v eni keramični posodi in pol greš tisto, načeloma, ne boš zdaj ti keramične posode sabo nosil, ne, ampak ti bi lahko prišel s tam, pa si pač na filu. Pa je to, ne? Nobene dodatne plastike. Ja, zihar je ravnanje z odpadki pa del pač onesnaževanja okolja, za katerega je treba poskrbeti, ampak mogoče ni to nekaj, ko bi lahko predstavljalo eksistencialno tveganje. To, da slabo ravnamo z odpadki, razen ravnanje z... jedrskimi odpadki, na primer. Je sam kaj pa recimo, če greš, pa na dolgi rok mogoče, ne? Tako, Ker s tem prispevamo k marsičemu, kar je slabo, Že mikroplastika, ko sem je preomenil, zdaj imaš res povsod, ne? Že del tebe. Tudi v krvi in možganih. V veliki meri, ne, vendar. Bomo temu tudi kaj posvetila. Zdaj pa ti nadaljuješ z ostalimi teorijami. Ampak ti si prej omenil asteroid. Ja, tako. To malo čudno rekel. Asteroid. Ok. Kako pa je prav? Ne vem, zdaj sem da sem čuden povedal, nima veze. Asteroid damo pa v žilo. Torej, asteroidi in kometi. Kaj je že razlika? Ne bom nič rekel. Asteroid pade na Zemljo. Dajmo to pogledati. Komet pa leti mim. Ja, dajmo to razjasniti. Še imeli internet. Med asteroidi in kometi je velika razlika. Hvala. Kometi so za razliko od asteroidov zastavljeni pretežno iz ledu. To je sestava. Ja. Ok. Pa razlika med, imaš pa še naprej, to je pa pisali, v Mladini so zapisali. Razlika med kometom, jaz sem prebral med kmetom, ne, med kometom in asteroidom je predvsem v kraju nastanka.
Asteroidi so telesa, ki so jim že izparele hlapljive snovi. Ok. Torej, kometi so pa pač ledeni. Pa imaš pa še tretjo, portal 24 je pa rekel takole. Tradicionalno so znanstveniki asteroide opisovali kot skalnate objekte, ki krožijo v asteroidnem pasu. Med Marsom in Jupiterjem, komete pa kot, moram zdaj članek odpreti, upam, da se ne rabo opisati. Ja, fajn. Ja, komet je pa iz ledu. Komete pa kot ledene umazane snežne kepe. Okay. Kdo pa je to napisal? Zdaj, tukaj je valjda... To je napisal Miha D. Kovač, tako da Miha, če se zlagal, ne? Ja. We are coming to get you. Bomo stalili vse komete, pa ti jih zlili za vrat. Jo. To je pa kar osebno, ne može zdaj. Mislim, si predstavljamo, da je asteroid predstavlja torej večjo težavo kot komet, ne? Ja. In v preteklosti je asteroid že povzročil izumrtje vseh kopenskih vrst na Zemlji, ki so bile težje od 5 kg. Sam smo pa dobili zlato takrat, ne? Ja, To pa je tudi nekaj. to smo se naučila, ne? Viš, vsaka revolucija zahteva svoje žrtve. Ne vem, če takrat, ne? Ampak, verjetno je bilo večkrat, ne? Ja, da zlato menda ni naravno prisotno na Zemlji, ampak je prišlo na Zemljo z asteroidom. Zelo zanimivo. Torej, en asteroid je že, se pravi, to je ena stvar mogoče, ko je malo bolj scary, ker ljudje vemo, da se je že zgodila. Ampak mogoče se počutimo, da imamo pač orodja. To je zato, ker je gravitacija in zaradi gravitacije je gravitacija potegnila na Zemljo asteroid. Ja. Tudi močna je. Ampak možnost, da asteroid spet pade na Zemljo. Zaradi gravitacije. Zaradi gravitacije. Ja. Je v naslednjem stoletju le 1:120,000. Sem spet ni tako grozen mal. Zato, ker smo že odkrili večino asteroidov pa kometov, ki bi nas lahko zadeli. Ja. In tudi, če bi recimo videli, da gre nek asteroid proti Zemlji, bi ga lahko razstrelili ali pa preusmerili, če bi neko tako tehnologijo razvili, no? Samo, oprosti, ko te prekinjam. Kakva je verjetnost, da pade asteroid na Zemljo? 1:120,000 v naslednjih 100 letih. Verjetnost, da pravilno uganeš vseh 6 števil in zadaneš na loto, je pa 1:7,059,052. To po podatkih iz oktobra 2025, tako da vplačite loterijo. Ja. Se pravi, prej te bo asteroid zadev, boš na loto zadev. Sorry, to sem zadnjič bral nekaj in pa me to čisto To je zadnjič tudi rekel Matt Walker, tako je strokovnjak za spanje, ko je en majhen procent ljudi, ki so mutanti in na 6 urah spanja nimajo nobenih težav z zdravjem in nikoli v življenju. Pač totalno regeneracijo dobijo v tistih 6 urah in se ne zbujajo nič. Pač popolni sliperi so, ampak možnost, da si to ti, je manjša, kot pa možnost, da te strela zadane. Toliko malo jih je. Ok, zdaj pa nehimo tudi statistika. Se pravi, asteroid bi tako lahko preusmerili ali pa razstrelili, ne? Ampak problem je, da če ti ustvariš neko orodje, s katerim lahko ti asteroid preusmeriš, si s tem ustvaril tudi orožje. Ja, definitivno, ja. Se pravi, ne vem, predstavljaj si, da ena država uporabi to, da nekam na specifično lokacijo usmeri asteroid. Hrvaška. Da si usmeri, veš, kaj si usmeri Hrvaška? Kaj si usmeri? Optiko. Ok, smerimo se. Ja, ok. Kakšna je verjetnost, da si ustvariš neko tako orodje? Ja, ne vem, dovolj verjetnosti. Ti misliš, da mi zdaj za vsak stavek verjetnost? Za strelo. Za komet, če ne vem, za asteroid. No, daj, nadaljuj. Dovolj. Ja, to je resen podcast. Ja, ok, sorry. Mislim, ti se upravič. Jaz se upravičujem. Ok, hvala. Asteroide smo obdelala, niso pa še oni obdelali nas, sreča. In sedaj greva naprej na supervulkane. Ti mater. Ti si čul za supervulkane? To je pa tema, o kateri res nimam pojma.
Vem, da so in to je to. Jaz ne vem, če so. Mislim, niso? da je to teorija Res. za naprimer območje Yellowstone parka. Da bi naj spodaj zaradi teh tektonskih premikov Ja. bil nek super vulkan. A to ni stvar, ki je pač tako je. Ne vem. Mislim, da je možno, da obstaja, oziroma mogoče pa da obstaja, pa da ni aktiven. Ne. Super vulkan, ki bi uničil človeštvo. Na zadnje, evo, ja, sam ni bil zdaj lately. Zadnjič je izbruhnil 600,000 12 let nazaj. To je bilo iz 2, to je podatek iz 2012. Torej vemo, da se je to zgodilo. To se je zgodilo pol milijona let nazaj, dobrih pol milijona let nazaj. Zdaj pa, kaj misliš, da je tukaj težava? Zakaj ta super vulkan toliko ogrozi človeštvo? Ker verjetno si predstavljaš, da ne more biti na celotni površini Zemlje, ne? Ja, verjetno ni, tako smo se prej že pogovarjali, verjetno ni sam problem to, da je to enkratni dogodek, ampak posledice, ki jih prinese s sabo, pa recimo zelo nevelika posledica je bila verjetno to, kako blag bi se naredil iz saj. To je glavna težava. Se pravi, pa bi verjetno področje delovanja bi naredilo neko škodo, ne? Ja, pač lava, pa izbruhi, pa to, ne? Ampak ta jedrska zima se reče, ko jo pa povzroči, to je pol posledice. Da pač ti v bistvu blokiraš sončno svetlobo in ti začne jo vsi pridelki na Zemlji odmirati. In v bistvu ostajamo brez hrane. Ne? Ko v bistvu bi bil blokiran, sonce je bilo blokirano, pa zelo bi bil zrak onesnažen. Tako. Pa poln tega prahublo verjetno povsod. Tako da to je neka stvar, ko je precej manageable. Pač, zakaj se pa reče glih jedrska zima? Zato, ker se isto zgodi, ko jedrska bomba eksplodira. Aha, isto, ta pepel pa ta cloud dobiš. Aha, ok, no, dobro, ja. Tako da zima pa zato, ko ful temperatura pade, zaradi tega, ker sončna svetloba ne prije. Ampak tukaj je kar straightforward, pač preučiti je treba, kje so potencialne možnosti, da se to zgodi, pa imeti dovolj velike zaloge hrane, če se zgodi. Ker preprečiti glih tega, jaz si ne predstavljam, kako boš to preprečil. Pa se ti zdi, da je še vseeno to manageable? Koliko časa bi pa trajalo, če imaš podatek, recimo neka ta jedrska zima, veš? Ko zdaj, če je to neka stvar, ki traja par mesecev, jaz ne vem, če smo mi tukaj pripravljeni, da človeštvo preživi brez sončne svetlobe, pa da imamo toliko hrane. Sigurno nismo, a veš. Zato, ker zapravljamo preveč za sladoled. Ja, pa vsi narediti zalogo WC papirja. Vsi narediti zalogo sladoleda. In v bistvu tudi asteroid, ko je zbrisal takrat, ni bil impact glavna težava, ampak jedrska zima, ne? Okay. Tako da to je glede supervulkanov. Tako sem rekel, bi naj bil pod Yellowstone parkom neko tako tektonsko stičišče, kjer bi naj bila možnost, da se kaj takega zgodi. Pol pa tole, to smo že govorila, mislim, da v eni epizodi o eksplozijah zvezd ali supernova. Se tudi reče, ko si ti omenil, da vidimo tudi nekatere zvezde, ko sploh ne obstajajo več, zato ker toliko časa traja, da svetloba prije. Sam zaradi potovanja svetlobe, ja. Zdaj, ko zvezda eksplodira, se pač sprosti neka absurdno velika količina gama žarkov, ki pa itak niso tako fajni, ne? Ker povej, kaj so gama žarki, prosim. Gama žarki, v bistvu ne vem, kaj so. A nimaš gama žarke tudi pri X-rayu? Ja, imaš sam ne vem, kakšen delež. Ja. Gama žarki. Gamat žarki. Gamat žarki. Ti si en žarki gamat. To je visokoenergetski foton, ki nastane pri radioaktivnem razpadu ali drugim jedrskim ali delčnem procesu. Ne vem toliko prej. Ampak meni se zdi, da s pomočjo gama žarkom da s pomočjo gama žarkov lahko izvajamo rentgenske preglede. Žarki gama so elektromagnetno valovanje s kratkimi valovnimi dolžinami oziroma z visokimi energijami. Ja, najbrž da je to. Ja. No, kar nadaljuje. Karkoli, ko zvezda eksplodira, se ful tega sprosti in ti gama žarki, če bi prišli pa v našo atmosfero, v našo območje Zemlje, bi povzročili, ko bi z našimi plini reagirali, da bi nastali dušikovi oksidi, ki pa so že zdaj ful velik problem, nastajajo zaradi v bistvu onesnaževanja okolja in ti dušikovi oksidi razjedajo ozon.
In pa če pač bi teh žarkov bilo ful, pa bi tega dušikovega oksida bilo ful, pa da se nam čisto ozonska plast sesuje, smo mi na milost in nemilost prepuščeni gospodom UV žarkom. In nas bi skurili v bistvu. Pa skurili tudi vse. Samo se spomniš, kako halo so delali ene 20 let nazaj, glede ozonske luknje, da to mi bomo zdaj čez 5 let bomo fried. Ja, pa so se pa pravi ukrepi sprejeli. Ker glavni je bilo to učinkovito. Glavna država so bili potisni plini, freoni pa neki PFP, če sem se prav izrazil, ki so bili v sprejih, pa v hladilnikih, pa neki taga. In se pa popolnoma se je to prepovedalo, ker se je to ugotovilo, da to najbolj razjeda ozonsko plast, pa se je pa luknja kar precej zmanjšala. Ja, ampak še vseeno treba poudariti, da je to pojav, ki se pojavlja sezonsko, ne? Mislim, da čez poletje. Mislim, da je to sezonsko in prostorsko omejeno. Je, ker je takrat višja vročina. Pa vedno pa nad Antarktiko je bilo ponovadi, ne? Čakaj. Veš kaj, vsako leto se avgusta začne razvijati nad Antarktiko. Pa septembra, oktobra gre pa nazaj. Cool. Ampak to je čist zdaj naravno pogojeno, v bistvu, ali kva. Ampak še vsem zanimivo, ker recimo imel si pa v Avstraliji pojave, da so zaradi ozonske luknje imeli ful večje število bolnikov z kožnim rakom, zaradi sevanja. Ja, ker UV je itak dokazano povzroča, UV damage povzroča raka kožne. Ne moram danes. Kožnega raka. Hvala, gospod. Torej, preučiti moramo, kere zvezde so dovolj blizu, da bi lahko tako tveganje povzročale sploh. In to bova midva naredila. Aha, torej tukaj je zdaj težava to, da bi lahko prišlo do eksplozije zvezde in zaradi eksplozije te zvezde bi lahko bilo tako veliko sevanje, da bi lahko pač imeli to zdravstvene in druge seveda posledice. Ne glih sevanje, ampak to bi bila težava, da bi ti gamma žarki reagirali z našimi plini, pa bi ozonska... Z našimi? Plini. Ja, plini, ja. Pa bi se ozonska plast uničila in bi nas sonce skurlo. Aha, tako, okej. Torej, zvezda razpade, zaradi tega, ker je eksplozija, se pojavi veliko število gamma žarkov, gamma žarki uničijo ozonsko plast. Gamma žarki reagirajo z našimi plini in potem dušikov oksid uniči ozonsko plast in pa zaradi uničenja ozonske plasti smo mi veliko bolj izpostavljeni soncu. Ja. Pa ne samo mi, ampak tudi živali, tudi rastline. Prebivalci planeta Zemlja. Vsi. Gospodje. Veliko je gospodov danes. Gospodje prebivalci. Gospodje prebivalci Zemlje. Ja. Odlično. Ok, to so super nove. Ki so super nove novice. No, naprej pa gremo na jedrsko vojno. Oh no. To je pa zelo aktualno. Ja, vsake toliko nekdo malo takle migne. Ja. A ti misliš, da smo trenutno v nevarnosti, da prija do jedrske vojne? Jaz mislim, da smo skozi nevarnosti zaradi jedrske vojne, ampak upam, da niso toliko. Ne vem, kako bi se sploh izrazil, da ima reč kar neumni, da bi se pač tega lotili, zato ker če se to začne, pa smo itak doomed, vsi po moje. Pa preživeli teti, ki... Imamo itak trenutno 2 žarišči, ki bi lahko do tega prišli. Meni se sicer zdi... Da ima reč znani, ne? Ja, znani, ja. Meni se sicer zdi mogoče izraelsko-palestinska vojna bolj nevarna. Ja. Samo zato, ko se mi zdi, da je lahko religija nevarnejša od ideologije države. Ne? Ja. Ampak tale avtor pravi, da čeprav obstaja dovolj konic trenutno, da večkrat svet uničimo, se tako si ti rekel, najverjetneje to ne bi zgodilo, ker tudi v primeru vojne bi bil napad zelo ciljan, ne? Pač zelo targeted. Ja. Določena država, določeno mesto, itak še vseeno okoliške posledice so enormne, sam ne glih za cel svet, ne. Ja, ne vem, učinek sevanja je kar, ne, pa če imaš zdaj taka dva območja, ki sta precej oddaljena, to kar fajn pokriješ. Pa veš, če se sosedne države bojujeta,
Ja. So pač jasna, kakšna so tveganja, če ena država nad drugo jedrsko orožje uporablja. Ja, vsi bojo našpukali. Ja, Deč pa jedrsko orožje imajo kva zdaj? ZDA, Rusija, ful, Velika Britanija, Kitajska, Ja. še kdo? tudi Francozi, kolikor vem. Francozi. Francozi, Pa še kdo? Verjetno. No. Severna Koreja. Ker Kazahstan, Belorusija, to so se pol pridružili Rusiji, kolikor jaz vem, v tem jedrskem projektu. Zdaj ne bom točno. ampak- Sporazum nek je bil. Ja, tako je. V glavnem, jaz mislim, da bi bil kar velik problem. Ja. Ampak mislim, da je to podobno pogojeno, kukar da, a si kdaj čul za to teorijo, da pač zakaj bi dejma reči vladar neke države zastruplu pa uničeval delavce, ki njemu v bistvu prinašajo, če hočeš dobiček, ne? Tukaj se mi zdi, da lahko to pač isto preneseš zdaj. Na to, zakaj bi zdaj nekdo šel pač ne, sploh v Neumno, taki ne. veliki, mislim, Valjda, ne vem. mislim, da je zelo bolj zakomplicirana situacija, ampak tak ne. Ja, ne vem, meni se zdi kar Tebi se ne zdi? preprosto. Se zdi kar preprosto. Zakaj se ne odločiti za to, ne? Razen, če pač prije res do točke, Ja, maščevanje, ego. da egoizem diktature pripelje do tega sprožilca, ne? Da pa gre vse v k. Ampak kakorkoli, Ja, kar slaba, ja. kakor smo že prej rekla, tukaj je spet glavni problem jedrska zima. Če bi imeli toto neko jedrsko vojno, bi baje naj to človeštvo pahnalo v ledeno dobo za 5 do 10 let. V kakem primeru bi se pa zgodil to, če imaš zdaj podatek, kako bi se mogli zgoditi, da bi prišli tako daleč? Koliko bi mogli paditi, ali bomb, ali... To pa nimam. Ampak Če bi bila zdaj, če bi bila huda jedrska vojna... jaz mislim, da to govorimo o tem, da pač res več konic pade na več lokacij. Ne? Da se sploh pokrije tako geografsko območje, da je lahko cel svet ima ledeno dobo. To smo kar dumt, pol, ne? Ja. Vse. To, mislim, a veš, nič dobrega pol ne pride iz tega, razen da si ti ziher, nekoga ne. nekaj uničil, ampak še vsem boš tudi ti nosil neke posledice, ki zdaj jaz mislim, da se ne splačajo. In valjda kmetijstvo propade, Vse propada. to imaš res hudo lahko, to pa po celem svetu. Što? Bi pa bila menda najmanj oškodovana tropska območja okoli ekvatorja. Zato, ker bi še vedno tam temperaturni udarc bil, temperaturna sprememba bila najmanjša. Sem še vse je to ful. Itak, da bi bilo too much. To je, Sam- to je taka mehna Sam razlika, malo boljš bi imaš verjetno težavo odnesel. pa, da bi vsi tja silili, ne. Tako da I guess. jedrska vojna mogoče rajš ne. Boljš super vulkan. Boljš super vulkan, ja. Ampak tam imamo spet jedrsko zimo, ampak vem, slabo. Ne bomo se posipali s pepelom. Mislim, zato mi je bilo všeč recimo tale tema, ko mal se poglobiš, ni vse tako nedolžno skupaj. Pa res se ne razmišlja o tem, ne. Ful bom fajn Mislim- spal zdaj danes, hvala za tole. A si kdaj v kakem političnem programu čul, da kdo dela kaj na tem, da ne bi bilo kakih takih težav? Najbrž nikoli. Ja, bila je propaganda, z nami ne bo vojn, ne. Ja, ok. Ampak to je tako. Ampak to ni eksistencialno tveganje, razen če je Ne, pa jedrska. tudi je čist neutemeljeno nobenih argumentov, Ja. kako boste to naredili, nobenega, mislim, ne se pravi, nisem šel zdaj raziskovati, zdaj je to ful podrobno, ne, ampak je bilo tak, ja, to je bil en tak stavek, mogoče, ampak zdaj druga. Itek je še vsem toliko problemov, da zdaj kjer je največji problem, ne, pa a boš šel ti zdaj globalno reševati neke stvari, je da bi mogli še vsem začeti pa tukaj, kjer smo, ne, Ja, definitivno. a veš, pa najprej Zdaj pa za nas. ena stvar, s katero se kao fejst ukvarjamo, in to so podnebne spremembe. Torej, ti zeleni prehodi, pa da podjetja skušajo bolj trajnostno ravnati, pa proizvajati stvari. Torej, itak glavni problem, izpusti, ko so posledica industrializacije, industrijske revolucije, da povzročajo segrevanje ozračja. Okay. Zdaj pa, mogoče ni tako intuitivno, zakaj bi lahko mi umrli zaradi tega. Ali pa zakaj bi... Kako to misliš, da ni intuitivno? Ja, se mi zdi, da ne moreš dojeti tako hitro, da so podnebne spremembe lahko
toliko hude, da bi se cel svet sesul, celoten naš obstoj. Ne? Okay. Sploh Pa ne. vse govorimo o taljenju ledenikov, pa višanju površine vode. To je tako dolgoročno zdaj, ne? Ja, ali pa previsoke temperature, sam ne zdaj taki ekstremi. Ne? Zdaj, problem je tukaj mogoče, ko se ledeniki talijo, ne? Da ker se dviga morska gladina, ne da se glih zgublja površina za nas, ampak zgublja se površina, ki odbija sončno sevanje. Ker to se na kopnem dogaja, ne? Načeloma največ. Ja, okay. In zaradi tega valjda temperature rastejo, imaš tudi več tropskih bolezni zaradi tega, tudi kakšni virusi zanimivi se lahko razvijajo v nekih takih ekstremnih razmerah, čeprav, če so res ekstremne, tudi virusi ne morejo obstajati. Ne? Razen, če se kak tak poseben gospod razvija. Mislim, da veliko gospodov virusa je preživelo ledeno dobo in čakajo zamrznjenje. Ne? Ja, ampak zdaj govorimo o visokih temperaturah, ne nizkih. Aha, ok. Ja. Zdaj, ekstrem bi bil tukaj lahko to, da bi bilo prevroče, da bi določen del leta preživel. Ti bi sam povedal, kot posledica časa so zdaj vroče temperature, sam segrevanje ozračja. Okay. Ja, zaradi izpustov, ne, ko jih imamo. Sam ne vem, če lahko ti toliko segreješ, da zdaj bakterije pa virusi ne bi preživeli. Ja, vsej pravim, da dvomim, da ekstrem bi bil, da bi uspelo nam spraviti do take temperature, da mi ne bi preživeli. Ja. To je pa zelo hitro, saj težko živeti že na 45 stopinjah. Ja. Pa valjda zato tudi, ker zakisljujemo dež pa ozračje, da se morja pač kisla postajajo in pa odmerajo tudi organizmi, ko noter živijo. A si že čul za očitno nisi, ker se tudi jaz ne spomnim, kako se reče. En pojav je, k v bistvu jezera pa kakšna močvirja zgnijejo. Eutrofikacija voda. In gre za to, da recimo imaš neko manjše jezero in imaš okoli nive. Okay. Ker se ful gnoji z umetnimi gnojili, prija to podtalnico in pol ta podtalnica pride v to vodo in ta voda kar naenkrat ful bogata z dušikom. In se zato ful namnožijo alge. In te alge, ker jih je zdaj toliko veliko, začnejo ful kisik porabljati in v bistvu iztrošijo jezero in vse, kar je not pocrka, ker nima dovolj kisika. Okay. Tako da to je tudi ena posledica mogoče bolj uporabe gnojil, ampak tudi tega kislega dežja. Ampak bi zdaj mi lahko naredili, da bi zmanjšali te negativne Nehat moramo piti kislo vodo. Ja. Ker je CO2 noter. Enako je kisla, se reče, ne? Ja, tudi. Je pa ker je CO2 noter. Ja, to je dušik. To je ogljikov dioksid. A ti sploh veš, da če vdahneš H2O, se dušiš? Ker se utopiš, v bistvu. Še dobro, da si še argumentiral to zelo. Ja, kaj lahko mi zdaj naredimo glede tega? Mislim, kar še ne delamo. Aha, se pravi, menda se reče tem stvarem geoengineering, da bi bila lahko varianta, da bi odstranjevali CO2 iz ozračja na tak način, da bi oceane pognojili z železom, zato da bi alge zrasle in bi te alge srkale ogljikov dioksid bolj intenzivno. Ampak to je kar hud poseg drugače v ekosistem, da ti ima železa. Bohaj, ko bi to vse prinesli polo zadnje, tada jaz mislim, da to ni glih najbolj. Je kaj pa z pogozdovanjem, pogozdevanjem? Morda. Sam se mi zdi, da so vse to stvari, s katerimi se ne lotevamo korena težave, kar je pa pač to, da mi smetimo, ne. Ampak problem je tudi... Drevo je pol, da je tako, da ne obliž daš česne, namesto da bi root cause zrihto, ja, to, kar si rekel. Sam problem je tudi, da lahko, ne vem, Amerika pa Evropa ne vem koliko delata na tem, pa dokler se ne spravita Indija pa Azija pa pač Kitajska v red, ne bomo rešili težave, ne.
Drugo še, kar lahko naredimo, je, da bi pa upravljali sončno sevanje. Se pravi, da bi nekako pač blokirali svetlobo, ko prije do zemlje, ali pa da bi poskrbeli, da se boljše absorbira. Da bi na ta način temperaturo Kako bi se pa znižali. boljše absorbirala? Ne vem, da bi znali Aha. narediti neke take ploščadi v puščavi, mislim, da je o tem neki pisal, nekaj taka. Ampak to, kar si rekel, to so vse posegi, ko lahko povzročijo neke nepričakovane posledice, Yep. in ki so lahko pa celo hujši od izvirne težave. Tako je. Pa tudi z tem blokiranjem svetlobe se ne lotevamo izvirne težave. To je tudi zelo zanimiv princip hidroelektrarne, ne, da ti zdaj zamejiš neko območje, postaviš 6, pa čisto uničiš, recimo. Pa ful poseko okolje. To tudi, ja. To je pač ne ogrom, pač ekosistem dejansko čisto uničiš, samo Ja. malo pa štrom, ne? Ja, imamo pa štrom. Malo pa štrom. Sam, Ampak je vsaj obnovljiva energija. ja, ok, sam ti še vseeno uničiš ekosistem, ne? To je pa res. Mislim, Ampak imamo štrom, tako da vseeno. ja. Okay. Kar se tega tiče, še vsaj kaj jedrske je najboljša drugače, ne? Najbolj učinkovi. Ja, problem cost so efficient, samo ne. odpadki trenutno. Ne? Ja, sam. Ja. Jaz mislim, da je ful prihodnost v jedrski tehnologiji, če se reši problem odpadkov. Ja, ampak nismo še tam, ne? Ja, se strinjam. Ampak treba bo v naslednjih letih ful premik narediti, kar se tiče energije, ker bo tale umetna inteligenca toliko powerja zahtevala, da bo treba ta problem nekako rešiti. Ne? Je nekomu bo treba optiko zrihti, da bi lahko raziskovali. Ja. V bistvu imamo toliko talenta, ki bi lahko rešili v gorskih kmetijah, pa nimajo optike, da bi lahko raziskovali. Definitivno, pa na jugu. Ok, da imamo pa naslednje tveganje, ki smo se že z njim nedavno srečali. In to je svetovna pandemija. Oh no. Oh no. Ja, Zdaj, v preteklosti so virusi že večkrat pobili ful veliko prebivalstva, ampak niso pa še nikoli povzročili izumrtja. Ne? Se pravi, imel si če si čul za špansko gripo, ko je ful ljudi pobila, pa kuga. kuga, črna smrt, ne? To je isto, se mi zdi. Ja, tako se pač. Imamo tudi COVID, seveda. Še vseeno je umrlo veliko ljudi, ampak res se je pokazalo, kako smo nepripravljeni. Jaz mislim, da ga čisto, če bi bilo Ja. to neki, mislim, ja, je imelo hude posledice, sploh za ljudi, da ima reči starejše, pa te z bolj šibkim imunskim sistemom, whatever, no, pač vse, kar je to, ja. Ampak če je bilo to neki smrtonosnega, v višji meri bi ga mi fejs našpukali. Ja, kar fest. Sicer baje niso tok, recimo ebola zaenkrat še ni, sicer je bila dober content, pa da se ni toliko razširila, ampak problem pri toliko fejs smrtonosnih virusih je, mislim problem, sreča, da so taki, da ljudje umrejo prej, preden bi ga pa lahko razširili. Teda najbolj nevarni je virus, ki najde ravnotežje med tem, koliko dolg je v človeku, preden ga ubije, zato da se lahko okolje razširi. Ja. In recimo... V takem primeru je inkubacijska doba kratka ali dolga? Dolga, ne? Dolga, ja. Okay. Tako da ni mogoč tu zdaj sam težava, da prija do neke take situacije, kot je bil COVID-19, ki je hujša, ampak mogoč ustvarjanje virusov za namene biovojne. Ne? Ja. Zapravi, da ti z namenom, da targetaš pa manipuliraš z neko državo, da jim natrosiš nekaj takega ali pa neko določeno območje. Ne? Ker definitivno smo tega že sposobni, že zelo dolgo. Ja, sigurno. Definitivno neke države že imajo kakšne projekte, pa imajo take stvari pripravljene. Netopirje kuhajo pa. Netopirje kuhajo, ja. In noter je opisano tudi enih par zgodb, ki pokažejo, da čeprav imajo laboratoriji ful stroge regulacije, se je v preteklosti že večkrat zgodilo, da je kaj pobegnilo iz laboratorija. Ne? A je bilo to namerno ali ne, nima veze, pač zgodilo se je. Ne? In Rusi so dejansko imeli, pa mogoče čist fair reči, da še vedno imajo, en zelo velik program ustvarjanja virusov. Dejansko.
z namenom prispevanja k znanstveni revoluciji. Ne? Nič druga nimajo v misli. Ja, vemo, kam pestati samo. In da ja, največjo nevarnost tukaj v bistvu predstavlja uporaba virusa kot biološko orožje. Ne? Da, Ja, to je v bistvu sam razvoj, prej bil najprej sam plin, zdaj pa to na drugem nivoju. ja, to je lahko kar sraje. Mislim, da noben se ni imel fajn že med COVID obdobjem. Ker tu imaš pa v bistvu ti orožje, kjer lahko ti državo, ko je že mogoče vzpostavila neke načine, da se bori proti temu, kar se je zgodilo, jo pač sam spet Ja, potisneš pošleš nazaj. montirano novo verzijo. A veš. Recimo, ja. Pa to lahko bi se dogajalo zelo pod krinko. Ne? Ja, sigurno. Noben ne bi vedel, kdo je kriv. Ja, težk. Ja. Že zdaj je vse skupaj tako zavito, da niti ne Ja. veš, ne, kje se je začel, pa zakaj, pa je to zdaj nekaj naravnega, tako je bil COVID, ali je to, tako si rekel, nekaj ušlo. Ja. Zdaj pa prijemo do zadnjega tveganja in to je umetna inteligenca. To je pa pač samo zato, da se v smislu, da se to hitro razvija, da je ne razumemo dovolj, da bi lahko predvideli, kakšne so lahko njene posledice. Ne vem, Elon Musk je že full dolg trobo, da se mu zdi to nevarna stvar. Mislim, da so se celo v nekih državah uvajale neke omejitve glede razvoja, pač da se je malo počakal, preden lahko gre naprej, ali nekaj taga. Jaz mislim, da to še pride, veš. Jaz To mislim, še da se bo pride, to še kar fejsto omejilo, ker že zdaj imajo težave s tem, da pač tudi ljudje nasplošno. Če vidiš kak video, ni nujno, da boš vedel, da je narejen za umetno inteligenco. To smo zdaj tukaj daleč že prišli, da... Sam tukaj zdaj govorimo o tem, da bi umetna inteligenca predstavljala grožnjo, ja, razumem. da bi jo zaradi nje pocrkali. Na kakšen način bi se pa to zgodilo z umetno Kot inteligenco? ta nek upor pa prevlada umetne inteligence, ampak to je zaenkrat zelo far-fetched, ne vem pa, koliko je... To je kot, da bi nas roboti pa tam manjali v bistvu. Tako. Jaz mislim, da je bolj realno eksistencialno tveganje na ta način, da smo mi zasužnjeni v nekem virtualnem svetu, da na ta način propademo kot rasa. Se pravi, da se v bistvu nehamo razmnoževati. Ne? Ja, sej, če zdaj pornografijo zelo daš v ekstrem, to ni tako dal. Zakaj bi se ti ni. trudil v resničnem življenju, že lahko pač doma sam porihtaš zadeve s pomočjo pa umetne tudi inteligence. umetne v bistvu punce. Ja, definitivno. Že nekaj umestnega so ti VR headseti za virtualno resničnost. In mislim, da nekdo, ki je pač mlad fant, najstnik trenutno, ki nima veliko prijateljev, pa ni pač mogoče glih privlačen, pa je pač in a bad place, bo lahko hiter imel vse doma, brez da bi mu bilo treba. Pač, zakaj bi ti se matro, pa se sekiral, da boš rejected, če se lahko temu izogneš? Naročiš si domov, ja, pa to. Tako, to je en velik problem. No. Ne še toliko velik, ko pa bo. Problem je že zdaj, če hočeš čist iz mentalne sfere, zato ker nekdo, ko je star, ko je prišel v adolescenco, ne rabi odkrivati, ne vem, par let, ne, spolnosti, če hočeš, ampak ima vseeno dosegel parih likov, ne, in lahko vidi tisto, kar je nekdo, takrat, ko še ni bilo recimo interneta, če greš nazaj, kar je mogoče videl v celem življenju, če je lahko on zdaj videl v 2 minutah vse. Ja. Pa ne sam, da ti robot ne bo, da ti ne bo rekel ne, ampak tudi ne bo ti rekel tega ne bi. Pač Ja, tako je. na milost in nemilost ti je prepuščen. Ne? Ker crazy. Ja, no, sam se to, ko si že omenil, zdaj, kaj imaš tega, je že zdaj, se to si že po mojem dobu, to je že reklam za AI Girls v bistvu, ne? Ja. In ti že obljubljajo, da pač, mislim, da sem čutil tudi ta stavek, kao, če prevedem v slovenščino, da bo naredila vse, kar tvoja punca noče. Ja. Pa da Da smo že zdaj tam, izpostavimo, ne. mogoče, da ne govorimo o
izključno virtualnih, ampak v dejanskih, v fizični obliki z umetno inteligenco. Ne? Zdaj, v fizični obliki še ne vem, koliko je s tem, Ja. verjetno, da obstaja, ampak ni še Je, po mojem ker, toliko dosegljivo. Medtem ko, tako ste rekel, samo v, dajmo reči, 2D obliki, pa je že na voljo. Ne? To pa je tako. Scary. Okay, to so zdaj, smo predelali ta tveganja. Okay. Tista možnost, ko sem jo prej omenil, 1:6, ne? Je skupek vseh teh tveganj, ko smo jih mi dva zelo obdelala. Ja. Torej, to pomeni, da je 16,7% možnost, evo statistika zate, 16,7% možnost, da v naslednjem stoletju pride do kriznega dogodka. No, to je kar veliko. Ja. Tega bi se mogli... Ne prispeva pa zdaj vsako to tveganje enako k totalnemu. Ne? Naprimer, valjda ga svetovna vojna, jedrska, ga poveča bolj kot pa vsa druga skupina. Ker je še ta human element sovraštva, pa tega moraš upoštevati. Tako da kar bi mogli, ne, je malo bolj internacionalno sodelovati, kar se tega tiče. Ne. Greed je tle velik problem, Ja. veš. Pa tako sem rekel prej za recimo podnebne spremembe, če ene države ful aktivno se trudijo reševati problem, ga lahko še vedno druge ful povečujejo hkrati, ne? Če ne sodelujejo. Se smo videli, Ja, ali pa definitivno. razorožitev glede jedrskega orožja, tudi ni bilo uspešno, ne? Ker pač ljudje so gridi, tako se rekel, hočejo moč, hočejo nadvladati na nek nadzor. Ja. Tako da več vlagati v raziskave, pa v rešitve o teh tveganjih, pa mogoče predlaga na koncu, da bi se dejansko uvedlo, da bi bilo večanje, kakršnokoli večanje eksistencialnega tveganja tretirano kot kaznivo dejanje. Ja, sem to zdaj v zakonit, sploh v neki veliki korporaciji. Veš da. Oni pa pač, Pa njim se, lobby, veš, ne. koliko bolj se njim splača plačati kazen, ko pa nositi recimo odgovornost. To je že tak. No to bomo recimo eno epizodo bomo Evo še en tak stavek, če imaš dovolj denarja, zakoni ne obstajajo. Ja, to je res. Dobro, Pač dobro. plačaš katerokoli kazen in pač delaš, kar ti paše. To bova eno epizodo posvetila še farmacevtski industriji, ki je potem zelo znana, da je pač v redu, mogoče ste dokazali, da naša raziskava glede tega zdravila ni bila realna, ampak mi bomo pač plačali kazen. In to je to. Ker je za nas to drobiš, ne. Jesus, grozno. Ja, to je to za danes. A imaš še ti kako zaključno misel? Bi rad, da ne pride do eksistencialnega tveganja, ali bi mogoče rajš kaj takega doživel, da bi lahko otrokom... Rajš bom uložil v loto. Čeprav otrokom naš mogo povedati, če bo tukaj takega pršel najbrž. Če bo v naslednjih 100 letih bom bil lahko, koliko? Ne bom jim mogel povedati, če bo do čas tega pršel. Zdaj, če bo pršel tega, pa da nas bo zbrisal, pa ne bo mogel. Ja, pa to sem mislil, ja. Dajte se razmnoževati hitro, da boste povedali svojim otrokom, da se še ni zgodilo. In kakor je rekel znani filozof komik Vrlič, da je v naši družini že dedno, da nimamo otrok. In ker moja mama ni mogla imeti otrok, me je rodila teta. Hvala lepa, dame in gospodje, za vašo pozornost. Hvala, da ste poslušali. Shout out to komik Vrlič, boma linkala. Ne boma linkala. Ja, itak, da boma linkala. Ja, boma, Florian. Bom jaz popravil Palmaja. Izselil te bom na jug, da naš prav interneta. Lepe praznike za nazaj in nasvidenje. Nasvidenje. Ako se dušo moramo Rastati. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.